Lepo pozdravljeni v daji Smeha polna skleda. Danes bomo delali polnozrnate peresnike s piščancem in zelenjavo. Poglejmo, kaj potrebujemo za pripravo. Polnozrnati peresniki torej z malo mesa in veliko zelenjave. Vitamina C. In polnozrnati z razlogom. Nisva izbrala belih, kajti če izberete polnozrnate, pirine, sojine, špinačine. Svojemu telesu naredite veliko dobrega. Že s tem, če smo zamenjali polnozrnate testenine za navadne, recimo ravno obratno, za navadne za polnozrnate, bomo s tem podaljšali sitost, naša prebava bo boljša. Kaj še? Boš nekaj? Predvsem malo več vlaknin, to je tisto, kar je najbolj pomembno. In vitaminov. Ja, nekomu bova seveda skuhala to slastno jed in sicer to je človek, ki ga je zelo, zelo težko najaviti, ker jaz sem vedno v dilemi, kaj vse je. Je režiser, je igralec, je scenarist, je stand-up komik. Ne, ni Brad Pitt, ampak zgleda točno tako dobro kot on. Miki Bubul! Živijo, Miki! Živijo, Miki! Bonjour. No, si tako nekako francosko nastavljen. Oui, je suis je te de... Je ne se lepe ne peri. Parla ora trecante. Upam, da si slišal, kaj ti bova danes skuhala? Ja, nekaj sem slišal. Si zbirčen pri hrani? Ne, nisem. Ne, ješ vse? Vse, kar je užitno. Kaj pa najraje? Čevape, normalno. Čevape? Dobar. Dobar, danes si ne boža. Ne, nisem neki zbičan. Vem kaj je, ne jem vampov pa polente, to je pa to. Polento ti ne bova pripravila, ti bova pa to, kar sva napovedala le šef, kaj potrebujemo za pripravo, da bodo tudi naši gledalci seveda lahko skupaj z nami kuhali. Glavna sestavina je meso, zanga meso seveda ne bi, če ni mesa, ni obroka, ni hrana. Ok, dava gor se pravi origano, kari, peteršilj, baziliko, neke osnovne začimbe. Popečemo lepo, bomo popekali na kokosovem maslu. In pa na koncu, ko bo meso že pečeno, bomo dali samo se prav zelenjavo, tako da je malo nekako dušimo. Izvoli, začini. Jaz bom Mikija ta čas malce več izprašala o njegovih, kaj bi, narediš nekaj? Se lahko na glas veš. Se lahko kakega narežeš? Ali boš pomagal? Bom pomagal. No le, da vidim, če znaš. To je tako majhna, da nimaš kaj rezati? Ja, ampak sem ga dej na pol. Na pol ga moram dati? Oziroma, razen če ima šef kakšno drugo željo. Fizično si menda zelo aktiven, delaš na mišični masi, sem slišala. Tako, to se pozna. To je opazno. Ja, ovo, brez prke, če ne bo takoj pizdarja. Zdaj sem... Ja, prijatelji svožili me zafrkavajo pač, da ne moram tako suh hodati in da me noben resno ne jemlje, tako da zdaj se putram v glavnom z hidrati in čim več beljakovin in tako naprej. Se pravi, ti moga dati malo več testenin zdaj, da zakaj razravim. Ampak ne, nekak tak metabolizem imam, da lahko vse pojem, pa takoj mi vse predela. Ne prime se nič. Dejstvo je, da sem v družini največji pa najtežji poliš kot Jura. Ok, možda ne smeš družino pripravljati. Midget family. Nekaj zelo zanimivega pripravljaš. Po filmu Tu pa tam se je tvoja karijera začela strmo vzpenjati, moramo priznati. Takrat si igral zanimiv lik, ki ti je glasno pisan bil na kožo. Ja, Tu pa tam so v bistvu res prvi začetki moje takšne karijere, kjer sem igral enega čefurja, to kar sem. Tu pa težko igrati, ampak po en strani je zelo težko igrati, kaj dejansko moraš še bolj to ponazoriti. Pa se je pa začel, pa sem bil malo v Berlinu, malo v Ameriki, smo nekaj delal, snemal, prišel nazaj, odprl teater, Boom teater. In evo, zdaj smo v zadnjih časih v glavnem preživljam s tem, da pripravljam svojo 6. predstavo, to je Mesto na X. Koliko smo prej rekla, drugače pa smo že vse delali, od stand-up komik, to je prvotno sem začel, leta 2005, 2006 so bile prvi stand-up comedy show in baby show. Pa potem pa gledališče, ker gledališče se še nekako najbolj počutam. Vmes sem še kakšen film posnel. No, jaz sem zelo zbegana, kaj ti vse si, ne? Zato smo ti danes dali eno posebno darilo. Kako povem? Seveda, da se zliješ z nama. In sem pa, veš, tako rekla, ok, v bistvu si vse, ne?
V bistvu si vse. Medtem, ko se boš ti oblekel, bomo mi pogledali prispevek. Dejansko smo se videli na Halidu Bešliču. Obžuješ to vrsto glasbe? Ne, jaz sploh ne poslušam to glasbo, ampak nekako je v krvi. In potem, ko zaslušaš ta melos, enostavno te kar potegne. Ja, smo bili, Halid Bešlič je izjemen pevec in imaš dolgoletno kariero, tako da lepo ga je uživati poslušati. Kaj imaš ti od Halida Bešliča? Bom pol pokazala čez nekaj trenutkov za naše gledalce, ampak videla sem se kar nekaj časa lahko družila z njim v backstageu, v zakulisju in sva ga dodobra izprašala, kako se prehranjuje, kako skrbi zase, kako zelo kuha in kaj je skuhal že ženske. Poglejmo Halida Bešliča. Na koncertu smo imeli fantastičnega Halida Bešliča. Hajde jedno pitanje malo drugače. Da je nešto posebno što možda ne smete jesti ili piti zbog glasnica prije koncerta? Pa dobro, to mi pitanje nikad niko nije postavio. Odlično pitanje. Čim je novo, dobro je. Dakle, prije svakog koncerta minimalno 2 do 3 sata ne jedem da lakše, kad sam sit, teško dišem, to je najgore. Dakle, upjevanje, disanje je najvažnije. Možda još jedno pitanje koje niko nije postavio, da li ste nekad nešto fino skuhali za neku posebnu ženu? Ja sam najgori kuhar na Balkanu. Nema gore kod mene, ne znam ništa. Možda kafu slučajno. Halide, koja vam je recimo hrana najomiljenija, pošto vi znam da volite jedete, da li to ipak bosanska ili neka druga europska? Pa hajde kažem, ne bude samo bosanska, nego balkanska kuhinja, italijanska. Italijanska? Volim italijansku kuhinju. Znači to otprilike i to nekako kuhate, jeli? Ne kuham, nego volim da jedem. Ja sam anti-italijan za kuhinju, sam volim da drugi kuhaju, a ja da uživam. A šta poput muzike, šta radite posebno nešto za svoju dušu ili nekako imate neki hobi ili nešto tako? Pa, sad sam u fazi da volim da šetam po planini, da udišem svjež zrak i da nisam znao toliko da mi nedostaje da volim čist zrak i planinu. Znači Bjelašnica je veoma... Pa sve planine oko Sarajeva, a i naravno ostale, ali tu živim i gotovo svaki drugi dan sam na 1000 metara. A jedan savjet za nas Slovence i za nas ove Ausländere u Sloveniji? Pa nema savjeta, Slovenija je po tom pitanju isto tako i Bosna. Ima planine lijepe, divne i ima kulturu življenja bolje od nas, a vi ste ovdje živite i vi nama trebate nešto reći. Uglavnom, meni se sviđa kako ljudi ovdje koriste prirodu i kako uživaju. I ova čistoća u Sloveniji mi je stvarno, nemam. Hvala vam lijepa. Zanimiva oseba tale Halid Bešlič, toliko manj njegove prehranjevalne navade, ampak brezupnih primerov ni. Da podcrklava vse vas, ki niste bili na koncertu, glasnoročno tale lušen autogram Halida Bešliča, nagradna igra, ki poteka na naši spletni strani in naši Facebook strani, tako da če želite nagrado, tako lahko pač dobite zgoščenko. Miki, ti si morda najboljši v kuhanju oziroma mešanju, cipranju. To najprej v kuhanju mešanje, ker tem sem res dober. Ker jaz kad zmešam to, on jih obrača. On je bil tip za obračanje, jaz pa mešanje, ker ni vse na silo, vse je v taktiki, v boku. Vse so še boljši, vse še mlad. Mi imamo eno pravilo, tako zanimivo, ki mogoče omenil v kuhinji, ne pa nas doma, da v kuhinji je prostor, ki je dovoljeno odtimpavanje, šlatanje, objemanje. Kdorkoli je noter, pač se zaveda tega in tudi tako eno obiska, ne? Mislim, lahko sam ti prideš. Zakaj pa jaz nisem pogovoril? Dobro, pa še kakšno kolegico odpravljati. Tebe šlatno v pani. Ja, no, posvetimo se hrani. Zaradi paprike zikera, ne? Špinača. V meso bomo dodali pisano zelenjavo,
zato smo danes tako lušno zgarderobirana. Potem bomo dodali še, boš ti povedal kaj, ne? Ko je meso v bistvu že gotovo, dodamo se prav vso to zelenjavo, da se samo popari v bistvu, da se zelenjava mečkam zmehča. Tako, saft, on reče temu saft. Miki, to si malo prekuhal, tako da mislim, da je in pa Mikijev nasekljan paradižnik. In vse skupaj kuhamo. Opa, in še žličko gorčice. To je najljubša vloga do zdaj? Vsaka vloga je zanimiva vse, tako da v zadnjem sem imel stanje šoka, sem imel enega takega brezdomca, ful zanimiv je bil, ker v bistvu, če me pogledaš, sem skoraj da neprepoznavan. Ampak v gledališču je pa tudi nekaj še bilo. V glavnem delamo komedijo, tako da v tem uživam in v tem se najbolj počutam, tako da več zabavim, inak se radi smejem. Tako da zanimivo je, ker to je zanimivost igralca, da se mora vsak vlogo posebej pripraviti, nov izziv, nova izkušnja in ko me čakam naslednje vloge. Halida so prej recimo vprašala, če je kaj takega, da ne sme jesti, piti, preden gre na koncert zaradi gasilka, je kaj takega, da ti recimo ne ješ, oziroma je tisto, da bi 2 uri pred predstavo ne ješ? Ja, ni fajn, da se ful ne ješ pred predstavo, ker potem ti tako vsa hrana, ki gre želodec, kri gre dol in potem nisi ravno skoncentriran. Pred stand-up nastopi pa ne pijem tudi kakor vodo, ker probo sem nekaj alkohol, kakšen ti ko pravijo, kaj si pijem dva na odru, da govoriš. Probo sem dvakrat pijem, pa ni šlo, pa še sam sebe nisem razumel. Tako da pred nastopom čisto samo voda in mogoče kakšno sadje, to, da sem čim bolj skoncentriran na nastop, ne pa še druge stvari. Stand-up se v Sloveniji zadnja leta blazno razvija. Je kakva konkurenca na tržišču, ali so si frendi? Ja, mislim, jaz nimam nobenih problemov, pač konkurenca je dobrodošla, konkurenca mora biti, ker s tem spodbuja potem drugi, da lahko ustvarjamo nekaj novega. Medtem, ko eni izmed teh stand-up komikov, nekaterih kvazi stand-up komikov, pa mislijo, da to ni dobro in potem se ene otroče fore, pa ne vem kva, pa da se že kradejo materialnika neki. V bistvu, kolikor se razvija stand-up, se tudi hkrati, po mojem mnenju, zavira, ker enostavno na našem ozemlju je zdaj kar en kup nekih stand-up komikov. Vsak, ki misli, da je zabaven, mogoče v družbi, v svoji družbi že hoče biti stand-up komik. Torej gre, ne isto, kolikor vsak zna narediti, da presednik že misli, da je kuhar. Nije. Točno to. Eto vidiš, to me tač. Eno vprašanje, s katerim sem se ukvarjala nekaj časa nazaj, in moj kolega, ki je tudi stand-up komik, je rekel, da stand-up komik se ne rodiš, ampak postaneš. Menda je vloženega tukaj notri, na dolgi rok govorim, veliko trdega dela. Ja, se pravi, da ni sam talent, ampak na dolgi rok menda prevlada. Okrat pri vseh ostalih zadevah. Talent je samo 10%, vse ostalo je hard working. Je pa res, da se rodiš z neko karizmo, oziroma rodiš, a pa si oblikuješ skozi svoje življenje na podlagi izkušenj. Moraš imeti nek karizem, moraš biti karakter za to, ker nekateri med stand-up komikov ful dobro pišejo fore, so pa slabi interpretatorji. Kar je v Ameriki je to znano, da stand-up komik ne piše svojih for, kar je Chris Rock pa to, ampak jih pišejo drugi ljudje, a on jih samo interpretira in v tem moraš biti dobro. To pa imaš ali pa nimaš. Mislim, nekje, kjer ugotrina pa izkušnje sam, če si ti vas mlačen pa brez energije, pa je traš. Se pravi, ti isto surfaš po internetu, downloadaš tele fore in pol, sam boš dobro interpretator. Stand-up komik mora sam pisati svoje fore iz izkušenj oziroma iz dogodkov, ki jih je doživel, oziroma nekako izražamo svoj pogled na določene situacije, a so to resne ali neresne, glavno skušamo skozi naše oči popeljati gledalce in skozi smeh do neke točke, kar hočemo povedati, sporočiti. To je važno, da ima sporočilo stand-up komik. Dobivamo tudi eno prav posebno sporočilo. Prvo je zdrav nasvet, da boste lažje živeli, kaj novega izvedeli, in drug nasvet je zdrav duh v zdravem telesu, če želite malce bolj okrepiti vaše mišice, take ali pa take. Poglejmo si ta dva prispevka, potem se vrnemo nazaj in bomo poskusili, kaj smo skuhali, pa druga stvar, štartali bomo. A bomo poskusili, končno to moje čudo, a? Ena najboljših stvari, ki jih lahko naredimo za svoje zdravje in za pomlajevanje našega obraza in telesa, je to, da takoj zjutraj začnemo dan z super živilom, ki se imenuje MSM. To je naravna žveplova spojina, ki v našem telesu igra zelo pomembno vlogo. Če tega nimamo, potem se celice ne morejo obnavljati, pomlajevati, mišice se ne morejo graditi, tkiva niso zdrava, niso elastična, skratka, nič kaj dobrega se nam obeta, če nam tega manjka.
Zelenjava in sadje sta bila v časih, ko je bilo ozračje še idealno in ko je bila zemlja še polna mineralov, sta bila polna te spojine, žal pa zdaj ni več tako. Tako da je zelo pametno, da si vsaj enkrat na leto naredimo 90-dnevno kuro s tem mineralom. In sicer dodamo eno veliko žličko MSM-jeva vodo in nujno moramo zraven dodati tudi nekaj C-vitaminskega, recimo limono, super živilo asaj ali kamu ali acerolo, kaj takega. In če bomo to počeli, bo rezultat fenomenalen, ne samo na videzu, ampak tudi na počutju. Delamo vaje za hrbtne mišice. Dvigujemo trup 15krat. Zahtevnejša vaja je vaja, kjer uporabimo žogo. Dvigujemo trup, dihamo enakomerno in vaja ponovimo 15krat. Še zadnji del daje Smeha polna skleda, kjer končno poskusimo, kaj smo skuhali in če je to užitno. Je užitno, je zdravo in predvsem enostavno. Naš recept, oziroma recept, ki smo ga danes skuhali, najdete na naši spletni strani, kjer smo formirali tudi novo nagradno igro. Stilska preobrazba je fantastična, odziv je bil več kot krasen in še vedno lahko ujamete zadnji vlak, če se želite prijaviti. No, v tem trenutku štartamo novo nagradno igro, kjer izbiramo... A bomo mi to že enkrat postregali? Ja, ti kar izvoli. Pa že povemo, kdo je... Naprobam, jaz sem že lažen. Ja, izvoli, no. Jaz moram bojo do konca, kjer izbiramo najboljši slogan, ki ga bomo v tem seveda napisali na majice. Torej vse je na naši spletni strani in na Facebook spletni strani Smeha polna skleda. To je to, kjer najdemo recepte in kjer najdete tudi druge poslastice. Miki, ti si bil v eni... Zanima, je to šlo v reklamo, ni šlo, jaz sem ta posnetek videla leta nazaj, ker si plesal. A je šlo to v reklamo, ali ne? Ne, to je bilo v bistvu, Šaci je delal za nek video spad svoj kapel, in je predlogal, pa sem pa to poslal v Berlin, na Berlinale Talent Campus, kjer so me izbrali, množice ljudi so izbrali mene kot edinega Slovenca, ker se mi je zdel ta posnetek zelo zanimiv, tako da sem jo predložil spad spoznati tudi igralce svetovnega kova, koliko so George Clooney, Nicolas Cage, Cameron Diaz. Njih si spoznal? Ja, mislim, spoznal, vse sem videl, George Clooney pa dejansko tudi še jaz spoznal. In je taka prijetna izkušnja, ker sem videl, da ti ljudje, ki so res neki ogromne zvezde, koliko so preprosti ljudje v resnici. Ja, tako je vedno. To je bil en tak fantastičen posnetek, ki ga zdaj nikjer več ni. Ne, ni ga. A ga lahko demonstriraš? Ne bom, ker to sem že. To sem bil mlajši, ker sem furat plesal, zdaj sem pa tak star. In to bo dobro izgleda? Ja, vedno dobro izgleda. Kje je bila inspiracija? Enostavno rad plešam, pa muzika je bila tako dobra, da sem sam pustil tega dela po svoje. Ampak gibi so taki zelo... Ja, unikatni, ja. V bistvu da zdaj podoben ta video spot od tega, kaj že... No, se mi novi. En svoj pleše sam tam. Pozabil sem, to bom pa zdaj probal. Izvoli. Tako, mi bomo rekli samo poskusite doma, poslikajte, dejte kakšen feedback in mi bomo seveda zelo hvaležni. Dobrotek fanta, vidimo se naslednjič, bodite zdravi, do takrat bodite nasmejani in dobrotek. Čau. Lepo pozdravljeni v moji družbi, v super trgovini z odličnimi majicami, ki se imenuje Garderoba in stoji v ljubljanskem Koloseju. Po koncu filma se dobimo vsi v trgovini Garderoba po stopnicah navzdol, kjer dobite odlične majčke za celo družino.